lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletnem seminarju o duševnih vidikih multiple skleroze. Moje ime je Lidija Petrišič-Colarič, sem novinarka revije Medicine danes in sodelavka portala Multipla skleroza, ki nastaja v redakciji časnika Finance. Soočenje z diagnozo ter vsemi težavami in ovirami, ki jih bolezen prinaša, predstavlja številne preizkušnje, ob katerih marsikdo doživlja neprijetna čustva. Ako se razpoloženje in odnosi spremenijo v tolikšni meri, da pomembno vplivajo na življenje bolnika in ga pri tem ovirajo, je duševno zdravje ogroženo. Kateri vse so duševni vidiki bolezni, kako prepoznati težave, kako se z njimi soočiti ter kdaj in kje najti strokovno pomoč. Na ta in druga vprašanja bo odgovoril naš današnji gost, dr. Jan Kirbiš, specializant psihiatrije s Psihiatrične bolnišnice Ormož, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Če preden vam predam besedo, pa še nekaj uvodnih pojasnil. Webinar snemamo, posnetek boste čez nekaj dni dobili na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki pa za udeležbo na webinarju dobite tudi licenčne točke. V ta namen potrebujemo vaše podatke, ime, priimek in številko izkaznice nam pošljite do 26. maja na elektronski naslov info@viva.si, mi pa jih bomo posredovali na zbornico zvezo. Tiste, ki bi potrebovali potrdilo o udeležbi na webinarju za različne namene, pa obveščam, da smo uvedli novost in sicer boste tega dobili avtomatično, priloženo bo namreč elektronskemu sporočilu, v katerem vam bomo poslali posnetek webinarja, tako da za to ni treba dodatno zaprositi. Spoštovani udeleženci, če boste imeli kakršnokoli vprašanje povezano z današnjo temo, ga lahko zapišete v pogovorno okno spodaj med predavanjem. Vljudno prosim, da se izognete vprašanjem o konkretnih zdravilih, saj vam nanje lahko odgovori samo vaš osebni zdravnik. Zdaj pa se posvetimo strokovnemu delu v predavanju, zato k besedi vljudno vabim specializanta psihiatrije Jana Kirbiša. Izvolite, beseda je vaša. Dober dan, en lep pozdrav še iz moje strani. Najprej bi se rad zahvalil gospe Colarič za tale lep povod. Torej, moje ime je Jan Kirbiš. Zaposlen sem kot specializant psihiatrije, moja matična ustanova je Psihiatrična bolnišnica Ormož. Torej, danes vam bom poskušal predstaviti eno predavanje na temo multiple skleroze oziroma duševnih aspektov te bolezni. Videl sem en komentar, da se slabo sliši, a se nekaj bolje sliši? Ok, torej, tole predavanje sem si nekako zamislil takole. V začetku bi naredili en krajši uvod, mogoče bi se samo dotaknili tega, kaj si sploh pod duševno zdravje predstavljamo, kaj so si predstavljali pod to včasih. Nato bi se nekako pa kar premaknili k točni temi današnjega predavanja. Govorili bi o 3 tveganih obdobjih za pojav duševnih motenj v sklopu nekako diagnoze multiple skleroze. Danes bom jaz uporabljal izraz duševne motnje načeloma. Ali je ta izraz najbolj optimalen ali ne, je mogoče stvar debate, ampak nekako tako imamo dogovorjeno, pa se bom danes držal tega izraza. Potem bi se premaknili na v bistvu opis posameznih duševnih motenj, en taki krajši pregled. Mogoče bi se bolj posvetili depresiji in anksioznosti, ki sta nekako najpogostejši. Potem bi se premaknili še malo k možnostim zdravljenja, kako kdaj ukrepati. In na koncu bi naredili en zaključek, seveda tudi s kakšno debato, lahko, če boste imeli kakšna vprašanja. Pa bi prosil, če lahko gremo kar na naslednji slajd. Hvala. Torej, duševno zdravje, razmišljanje o duševnem zdravju, kaj to sploh neko duševno blagostanje je pojem, s katerim se naša kultura ukvarja že od samega začetka, ni nekaj novega, ni to nekaj, o čemer bi se začeli spraševati šele pred kratkim. In tudi nekako povezava, kar je tudi tema današnjega predavanja, povezava med telesnim in duševnim zdravjem, je nekaj, kar so v bistvu že praktično vse starejše civilizacije obravnavale, smatrale, da je med sabo povezano. Recimo, Egipčani so nekako delili dušo na 3 dele, na duh, in pa telo.
Bili so mnenja, da vkolikor nekako telo ni zdravo, potem tudi duh in sta nekako težko zdrava in obratno. Tudi v antični Grčiji so v bistvu razmišljali podobno. Takrat je Hipokrat v bistvu vzpostavil eno hipotezo, da je telesno zdravje odvisno od ravnovesja 4 telesnih tekočin. 4 telesne tekočine je on nekako razumel kri, sluz, črni in pa rumen žolč, čisto tako informativno mogoče. Potem tudi kitajska kultura je razmišljala o duševnem zdravju, predstavljali so si, da gre nekako za neravnovesje med nasprotnimi silami, med Yinom in Yangom. Potem mogoče je prišel tudi srednji vek, kjer so nekatere duševne bolezni dojemali kot obsedenost in čarovništvo, mogoče bolj temačen del naše zgodovine. Če lahko naslednji slajd, prosim. Torej, kaj pa danes si zamišljamo kot neko duševno zdravje? Poskušal sem najti eno tako kratko strnjeno definicijo. Definicij je ogromno. Danes si duševno zdravje recimo, da predstavljamo kot neko stanje, v katerem posameznik doživlja tako čustveno kot tudi psihološko dobrobit in je ob tem tudi zmožen uspešno funkcionirati v vsakodnevnem življenju. Seveda je ta definicija nekako prilagodljiva od posameznika do posameznika, vsak nekako zase tudi ve, kaj bi pomenjalo doživljanje te čustvene in psihološke dobrobiti in kakšni so njihovi cilji, kaj pač funkcioniranje v vsakdanjem življenju za koga pomeni. Pa če lahko gremo na naslednji slajd, prosim. Zdaj pa, če se gremo pa direktno v bistvu na temo današnjega predavanja, torej na neko povezavo med kronično telesno boleznijo in pa duševnimi motnjami. Nekako bi pri postavitvi diagnoze, kot je recimo multipla skleroza, lahko govorili o 3 različnih življenjskih obdobjih v sklopu tega in posledično so tudi nekako vsa ta 3 življenjska obdobja lahko nevarna za pojav različnih duševnih motenj. Prvo obdobje bi bilo v bistvu samo čakanje na postavitev diagnoze, torej sploh tisti čas, predno izvemo, kaj točno je, katero bolezen imamo. Potem drugo obdobje bi bilo obdobje same postavljene diagnoze in pa recimo nekaj časa po postavljeni diagnozi. In pa potem tretje obdobje, pa v bistvu samo življenje z ali pa po diagnozi, kakor bi se vzeli, potem samo življenje z diagnozo. Če lahko naprej, prosim. Torej, prvo tako obdobje je obdobje čakanja na diagnozo. Gre lahko za izredno neprijetno obdobje, ki je polno neke nesigurnosti, negotovosti, nekega strahu pred neznanim, strahu pred potencialno tudi nevarnim. Lahko seveda si vi to lahko najbolje v bistvu predstavljate, pojavijo se neki telesni simptomi, nekaj nam neznanega, nekaj, kar se dogaja prvič v življenju. Ne vemo, kako resno je, ne vemo, kako hudo je, ne vemo, ali se bo ponavljalo, ali se ne bo ponavljalo. Potem lahko velikokrat temu sledijo seveda številni obiski zdravnika, morda najprej ali osebnega zdravnika, ali kakšne dežurne službe, napotnice, urejanje datumov za nove preiskave, čakanje na izvide, čakanje na končno postavitev diagnoze. In vse to skupaj, to obdobje prinaša za posameznika ogromno stresa. Gre za zelo stresno obdobje, ne samo za tistega, ki čaka na postavitev diagnoze, ampak za stresno obdobje tudi za v bistvu vse njemu najbližje, za tiste, ki ga spremljajo, za tiste ali domače ali prijatelje, torej tisti, ki ga vozijo na preglede, skupaj odpirajo izvide, skupaj čakajo, kaj se bo zgodilo, kdaj, kam, kako. In vse to skupaj torej prinaša eno veliko vprašanje, kaj bo prinesla prihodnost, kaj se bo zgodilo, kako naprej.
In v tem obdobju seveda lahko pride do občutkov tesnobe, napetosti, strahu, lahko se razvije tudi sama depresivna epizoda, lahko se tudi že razvije kar veliko enih občutkov jeze. V takem obdobju seveda se tudi sam stres lahko povzroča izločanje določenih hormonov v telesu, recimo kortizola ali pa adrenalina, ki lahko še pripomore tak neki tesnobi in napetosti. Zdaj, zelo pomembno za to obdobje je, da imamo nekako podporo družinskega ali pa socialnega okolja, da nam nekdo stoji ob strani, da morda z nami da vse to skupaj skozi, da se ne počutimo sami, da nam nekdo stoji ob strani. Zdaj, o sami depresiji, ki je sicer tu napisano na slajdu, bom potem povedal nekoliko več, tako da se mogoče pri tem ne bi ustavljal, pa lahko morda gremo kar naprej. Torej, potem pride obdobje, ko je postavljena diagnoza. Zdaj, v obdobju, ko se postavi diagnoza in kmalu potem, bi morda nekako razločil 5 faz, s katerimi se lahko spoprijamemo. Navadno bodo te faze potekale približno tako v takšnem zaporedju, kot so tukaj opisane. Seveda pa ni nujno, da vsak posameznik doživi vse te faze, lahko so različno dolge, lahko se pojavi tudi v različnem zaporednem redu. Jaz sem jih zdaj napisal tako, ker je to nekako najpogostejši vzorec. Treba se zavedati, da ne smemo tudi pozabiti spet ne na najbližje, mogoče se bom danes večkrat ponovil, pri čem, ampak se ponavljam tam, ko se mi zdi, da je mogoče res bolj pomembno. Torej, te faze lahko dajo skozi tudi svojci, tudi prijatelji, tako da nekako vplivajo, vsem se lahko zgodijo. In pa tudi poudariti je treba, da so to nekako neke dokaj normalne pričakovane faze, pričakovani občutki, da ne govorimo zdaj tu o nekih patoloških doživetjih. Zdaj, kot prvo tako fazo, ki se ponavadi prva pojavi, bi torej bilo zanikanje. Ko prejmemo takšno diagnozo, kot je diagnoza multiple skleroze ali katerekoli druge kronične telesne bolezni, je seveda to pomeni za posameznika en velik šok. Pa ne telesni šok v smislu krvavitve ali česa takega, ampak nekako en psihološki šok. In tako kot telo na ene telesne šoke odreagira z različnimi obrambnimi mehanizmi, tako tudi v bistvu mi z našimi možgani ali pa nek naš psihološki jaz reagira na psihološki šok z določenimi obrambami. In ta prva obramba, s katero ponavadi reagiramo, je v bistvu zanikanje. Samo zanikanje spet lahko pomeni od do, lahko gre, da preprosto samo zmanjšujemo pomen simptomov, zmanjšujemo pomen bolezni in morda ne jemljemo v naših mislih tako resno, se nam ne zdi tako hudo, lahko pa gre vse do te mere, da popolnoma zanikamo obstoj bolezni, si rečemo, nič ni narobe, jaz pa nimam tega in nekako to potisnemo povsem v ozadje. Druga taka faza, ki ponavadi sledi fazi zanikanja, je faza jeze. Torej, ta faza se nekako zgodi, ko povsemo nekako pridemo ven iz tega zanikanja, se začnemo zavedati, da zadeva je resna, da je diagnoza, ki je bila postavljena, resnična, da se nekako to dogaja in to lahko zbudi spet kot en obrambni mehanizem v posamezniku ogromno jeze. Ta jeza je lahko usmerjena v različne smeri, lahko gre za jezo usmerjeno v samega vase, lahko se jeza usmerja na razne zdravstvene delavce, lahko se jeza usmerja na svojce, na prijatelje. Morda bi tukaj bolj nagovoril zdravstvene delavce ali pa kakšne svojce, prijatelje, vse, ki nudijo podporo vam, da v bistvu je to fazo potrebno razumeti, da ta jeza ni prav čisto zares usmerjena proti vam, da najverjetneje ni smiselno v tem trenutku iskati in podpirati kakšnih konfliktov, ampak zgolj mogoče prisluhniti, se razumeti, da je pač ta
jeza upravičena, odkot izhaja, da pač je jeza na diagnozo in ne na vas in da je pač normalno mogoče v tem trenutku neko tako vedenje, ne. Potem v fazi jeze navadno sledi faza tako imenovanega pogajanja. To je ena taka zanimiva faza, ki ste jo verjetno kar vsi izkusili, pa tudi kdo drugi s kakšno drugo boleznijo, ali pa če ste kdaj šli na urgenco, pa se bilo zelo strah česa. To je ena taka faza, ko se v bistvu začnemo pogajati ali z lastno boleznijo ali pa morda s kakšno višjo silo, karkoli ta komu že predstavlja. Seveda, v bistvu tu se nekako pogajamo z boleznijo, probamo se dogovoriti, recimo, če bojo simptomi izzveneli ali pa če bojo simptomi blažji ali pa se ne bojo ponavljali, bom pa morda spremenil to vedenje ali pa ne bom več delal tega ali pa se bom izboljšal na tem področju, ne. Torej, pravzaprav res kot eno pogajanje, lahko tudi pride potem do pogajanja, recimo nekateri se pogajajo z Bogom, ne, torej če mi boš slišal željo, da bi simptomi izzveneli, potem pa bom spremenil to in to, bom to naredil drugače v tem smislu. Potem četrta faza, ki je potem seveda lahko se zgodi, lahko se ne zgodi, ampak na žalost se marsikdaj zgodi, je faza depresije. Kot sem rekel, bomo o depresiji potem malo natančneje več povedali, tako da bi v tem trenutku zaenkrat tole fazo preskočil. Pa če lahko malo slajde predstavimo, prosim, po mojem sem pozabil vmes reči, malo smo kakšnega preskočili. Če lahko gremo samo malo naprej. Ja. Malo, okej. V glavnem, ja, zanikanje smo obdelali, na depresijo, če lahko gremo. Tako, pa še enega naprej. Se opravičujem, malo smo preskočili par slajdov, ampak ni bilo pa gor nič takega, česar ne bi povedal, no. Torej, zadnja faza je pa faza sprejetja, nekako ponavadi se s to fazo konča. Se sprijaznimo, pa mogoče sprijaznimo ni najboljši izraz, ali pa sprejmemo postavljeno diagnozo kot del sebe, sprejmemo diagnozo kot nekaj, kar pač od zdaj naprej naša resničnost je, in se počasi s tem učimo živeti naprej. Ne pomeni samo sprejetje, da je pa zdaj vse naenkrat okej in da nikoli več ne bo nobene težave, ampak je en korak, v katerem pač to sprejmemo kot del sebe in se počasi s tem učimo živeti, tako kot se učimo z vsemi drugimi stvarmi živeti tekom življenja. Pa če lahko prosim naprej. Okej. Torej, in potem pridemo na tretje življenjsko obdobje, torej to pa je potem življenje po postavljeni diagnozi, recimo tudi po fazi sprejetja, kjer pa se potem lahko pojavijo seveda razne duševne motnje, takšne kot se pojavljajo tudi v ostali populaciji. Tule so naštete najpogostejše, ki jih bomo tudi na ene bolj detaljno, druge pa bolj na kratko preleteli danes. Torej depresija, anksioznost, potem kognitivne funkcije, psihoza, motnje spanja, razne odvisnosti ter pa tudi osebnostna spremenjenost. Pa če lahko gremo naprej, prosim. Torej, najpogostejša nekako duševna motnja, ki se lahko pojavi v sklopu multiple skleroze, je depresija. Depresija je splošno gledano zelo obremenjujoč problem trenutno za našo družbo. Veliko je depresije, še nekako v porastu in nekako potem je tudi logično sosledje, da pa je depresije pri nekaterih kroničnih telesnih boleznih še več. In po nekaterih študijah se v bistvu na eni točki tekom življenja pri ljudeh s postavljeno diagnozo multiple skleroze v bistvu v 50% pojavi depresija. Torej, kar polovica bolnikov, ki ima postavljeno to diagnozo, naj bi enkrat tekom življenja doživela depresivno epizodo.
kar je seveda zelo veliko, je velik problem in se mi zdi smiselno, da se morda pri depresiji malo dlje ustavimo. V bistvu je najpogostejša skupaj z anksioznostjo, ki jo bom tudi kasneje predstavil. Zdaj, kakšni so vzroki za nastanek depresije lahko? Zdaj, en tak zelo lep stavek je, vzroki so lahko kompleksni in pa multifaktorski, ne pove pa kaj dosti seveda ta stavek, ne. Torej, marsikateri vzrok smo sedaj že našteli, zakaj se depresija lahko pojavi, in torej en del je tisto prvo obdobje, torej ko čakamo na diagnozo, ko je torej obdobje enega strahu, pričakovanja, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, strah pred nepoznanim, kakšna bolezen to sploh je, in mnogi se že v tistem obdobju nekako izolirajo, ne grejo od doma, čakajo na postavitev diagnoze, kaj bo, in v tem obdobju je tudi zelo pomembno, kot sem rekel, ena spodbuda najbližjih, spodbuda prijateljev, svojcev, da v bistvu ne gre tako daleč, da bi se razvila ena depresivna epizoda. Seveda, kolikor se, pa bomo potem še na koncu povedali, kako odreagirati. Potem drugo obdobje, kjer se lahko razvije depresivna epizoda, torej ob sami postavljeni diagnozi. Rekli smo, ko izvemo za eno tako težko diagnozo, to pomeni velik psihološki šok za nas, veliko stresa, veliko strahu, veliko razočaranja, jeze, kako se je to lahko zgodilo ravno meni, zakaj ravno jaz, se nekako lahko zapletemo v ta krog. Potem depresija se lahko seveda pojavi tudi povsem neodvisno od same diagnoze multiple skleroze zaradi vzrokov, vseh ostalih vzrokov, ki pač depresijo prenesejo, raznih življenjskih situacij, mogoče dedne nagnjenosti, ne, kakorkoli. In pa seveda lahko pa pride tudi do samih strukturnih sprememb možganov, strukturnih sprememb, ki se zgodijo v sklopu multiple skleroze. Pa če lahko prosim naslednji slajd. Torej, strukturne spremembe, ki bi nekako lahko vplivali na spremembo razpoloženja ali pa na pojav neke depresivne epizode, se lahko zgodijo v prefrontalnem korteksu, torej v sprednjem delu možganov, ki je nekako vključen v neko procesiranje emocij, tudi sprejemanje odločitev, kontrolo vedenja. Potem v limbičnem sistemu, tu govorimo predvsem o hipokampusu, ki je kar močno vpleten v regulacijo razpoloženja, tudi v regulacijo spomina, in pa je tudi hkrati lahko nekako odgovoren pri tvorbi novih nevronov. Zdaj, potrdili so, da pri multipli sklerozi je v bistvu sam volumen hipokampusa zmanjšan, kar očitno potem vpliva tudi na razpoloženje. In pa tretja takšna struktura so še bazalni gangliji, kjer so tudi v bistvu ugotovili neko zmanjšanje volumna, tudi tukaj lahko nekako pride do regulacije razpoloženja in v bistvu vse te tri strukturne spremembe lahko doprinesejo k razvoju ene depresivne epizode. Pa če lahko naprej, prosim. Torej, kakšni pa v bistvu so simptomi depresivne epizode? To je nekako zelo pomembno, če boste probali izluščiti tistih nekaj najbolj pomembnih, da jih lahko prepoznate ali morda pri sebi ali morda pri svojcu, da vemo, kdaj mogoče nekomu predlagati, da bi poiskal kakšno pomoč, da se nam zdi, da se je teh mogoče točk tukaj nabralo preveč. Taki glavni simptomi so nekako občutki žalosti, torej nekdo navaja, da se preprosto počuti žalostnega, da ima znižano razpoloženje, da mu primanjkuje volje in energije že za vsakodnevna opravila, pa šele za kakšno dodatno dejavnost. Veliko smo lahko utrujeni, pojavijo se motnje spanja, same motnje spanja so lahko zelo raznolike za depresivno epizodo,
je nekako skoraj da najbolj značilno nekako zgodnje jutranje prebujanje in potem nezmožnost zaspati nazaj. Lahko gre že za samo nezmožnost uspavanja zvečer, včasih je tudi spanja preveč ali pa potem huda utrujenost čez dan, kot smo že rekli. Potem upad koncentracije, torej težje se skoncentriramo za nekatera opravila, morda za kakšna opravila v službi ali kjerkoli drugje, ki smo jih prej opravili tako mimogrede, ki so bila čista rutina, zdaj pa moramo se zelo v bistvu truditi in skoncentrirati, da bi sploh opravili, pa več ne gre. Potem motnje teka oziroma apetita, torej ponavadi gre za zmanjšan apetit. Anhedonija, ta izraz v bistvu pomeni neko nesposobnost ali pa pomanjkanje uživanja v nekih stvareh, situacijah, opravilih, ki so nam včasih prinašala zadovoljstvo, recimo kakšni hobiji, pa morda še vedno kakšno opravilo uspemo upravljati ali pa kakšen tak hobi, vendar to več ne prinese veselja, ni začutiti več nekega užitka ob tem. Tesnoba seveda, upad interesov, torej, to smo rekli, anhedonija je neko nezmožnost uživanja v stvareh, ki so nam bile prej ljube, upad interesov pa morda da niti več teh stvari ne bi počeli, ne bi imeli tudi nobene želje po nečem novem, po spoznavanju novih stvari, znanj, oseb. In seveda z upadom interesov pride pogosto tudi socialna izolacija, torej se izoliramo, smo veliko doma, družba nam je hitro odveč, ni nam zaiti med ljudi, nekako najraje bi preprosto obsedeli doma. In pa seveda eden od zelo pomembnih za prepoznavanje predvsem simptomov depresivne epizode so tudi samomorilne misli, pa se bomo k njim še tudi malo kasneje vrnili. Pa če lahko prosim naprej. Ja. Torej, druga najpogostejša nekako duševna motnja v sklopu multiple skleroze je anksioznost. Anksioznost je nekako težava, ki gre zelo pogosto z roko v roki z depresijo, se med seboj dopolnjujeta ali pa prekrivata, pa je morda bolj izražena ena stran ali druga. Spet, zakaj do nje pride, kako nastane, torej napisano imamo preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. To je v bistvu to, kar smo že govorili pri depresiji, torej različne faze od šoka do strahu, do jeze, potem kakšno podporno okolje imamo in pa seveda same strukturne spremembe možganov. V bistvu je torej teorija zelo podobna kot pri depresiji, tako da se morda še ne bi enkrat zdaj spuščal v to. Kako se sama anksioznost kaže? Kakšni so torej simptomi anksioznosti? Lahko bi jih nekako razdelili na 3 skupine. Prva bi bili fizični simptomi, torej palpitacije. Pod palpitacije razumemo nekako, da močneje čutimo utipanje srca, s tem lahko pride tudi do hitrejšega bitja srca, potem znojenje, tremor, kot tremor razumemo nekako tresenje, ponavadi recimo rok, lahko celo celega telesa, potem občutek slabosti, občutek težkega dihanja, ponavadi to marsikateri pacient piše, kot da bi imeli en cmok v grlu, ki ga ne morete poglobiti in potem težko diha, pa napetost v mišicah, lahko tudi omotica, v redkih primerih, ampak včasih celo lahko pride potem tudi do kolapsa. Potem druga skupina so kognitivni simptomi. Pod kognitivne simptome razumemo neke občutke stalne skrbi, tesnobe, gre za en tak strah pred neznanim ali pa morda tak en prosto lebdeči strah, ko bi čutimo ali pa čutite, da vas je nečesa strah, pa niti ne znamo opisati, česa točno nas je recimo strah, ni vezano na točno določeno situacijo, na nekaj, ampak tak res kot en prosto lebdeč strah. Potem tudi slabša koncentracija in pa neke obsesivne ponavljajoče se misli, ki so nam lahko neprijetne, nas ovirajo v vsakodnevnem delovanju. In pa potem tretja skupina simptomov so pa vedenjski simptomi. Tu pa v bistvu gre lahko, da se izogibamo situacijam,
ki bi v bistvu sprožila anksioznost. Torej, ko se ta anksioznost, tesnoba že nekaj časa razvija, ko vidimo, v katerih situacijah je te tesnobe še več, se potem posledično takšnim situacijam lahko začnemo tudi izogibati in seveda, če se ta tesnoba širi na vedno več situacij, potem lahko to pripelje do zelo velike socialne izolacije, ko spet ne bi šli nikamor, zato ker se probamo izogniti vsem situacijam, ki bi to tesnobo s sabo lahko prinesla. Potem tudi eno pretirano iskanje potrditve, v smislu lahko zastavljanja številnih vprašanj svojcem, zdravnikom, komorkoli, za vsako manjšo pravilo morda, celo za katerega smo prej bili zelo sigurni, da ga znamo upravljati, da ga dobro upravimo, da bi res nobene potrebe, da bi iskali potrditev, če smo to v redu naredili, pa bi se zdaj mogoče ena regresija zgodila, da zdaj bi pa za vsako najmanjšo stvar pri nekom iskali potrditev, je to v redu, je to res, je to tako, kot mora biti. Seveda to vse, kar sem do zdaj opisal, prinaša ogromno ene zaskrbljenosti in pa seveda tudi motnje spanja, tudi tako, kot sem že prej pri depresiji opisoval. Pa če lahko gremo prosim naprej. Potem še ena velika skupina duševnih motenj, ki se lahko pojavijo v sklopu same diagnoze in pa tudi po nekaj letih postavljene diagnoze zaradi strukturnih sprememb možganov, so osebnostne spremembe. Zdaj, tu sem jih naštel samo tele res najpogostejše, torej apatija, neka izguba motivacije, izguba interesa, potem razdražljivost je lahko zelo značilna, torej da nekako bistveno bolj burno reagiramo na že manjše stresne situacije, na stresne situacije, v kateri bi morda v preteklosti reagirali dosti bolj mirno ali pa nas sploh ne bi razdražile, bi lahko prišlo do enega takega jeznega odziva, mogoče celo kakšne verbalne agresije, česa takšnega. Potem je tu čustvena labilnost. Kaj razumemo pod čustveno labilnost? Razumemo neko lahko ali hitra nihanja v razpoloženju ali da čustveno zelo burno odreagiramo na neke manjše čustvene dražljaje, na neke manjše čustvene stimuluse, ki bi jih v preteklosti prav tako nekako se na njih ne bi odzvali burno ali pa z neko veliko spremembo razpoloženja, pa nas tu lahko hitro spravijo v jok ali pa po drugi strani v kakšno evforijo. Potem so tu vedenjske spremembe. Vedenjske spremembe so zelo lahko povezane z samimi strukturnimi spremembami v prefrontalnem korteksu, o katerem sem prej pri depresiji govoril. Torej, lahko pride do neke bolj jezavosti, včasih tudi že do meje nekega v jezi agresivnega vedenja, ali verbalnega, ali celo fizičnega. Nekako vzorci vedenja se lahko spremenijo, oseba se preprosto v vedenju zdi svojcem ali bližnjim nekako drugačna, kot je bila prej. In pa seveda v bistvu to je že opisano v to, kar smo govorili, tudi neka zmanjšana sposobnost prilagajanja raznoraznim situacijam. Če lahko gremo naprej, prosim. Potem še en sklop so torej kognitivne motnje, torej motnje kognicije, so prav tako seveda lahko posledica strukturnih sprememb možganov, torej lahko gre za poškodbe bele možganovine in pa tudi atrofije same možganske skorje. Kaj pod kognitivne motnje razumemo? Tu govorimo o motnjah spomina, lahko tako kratkoročnega kot dolgoročnega. Potem motnje pozornosti, učenja, recimo, da se težko, da še obvladamo neke stvari, ki smo jih obvladali že prej, težko pa se priučimo nekih novih stvari. Tudi jezikovnih sposobnosti, sam govor je nekako lahko osiromašen. Potem tudi vidno-prostorske sposobnosti so lahko slabše in pa neke izvršilne funkcije, torej funkcije, s katerimi nekako ravnamo v vsakodnevnem življenju, so lahko okrnjene. Če lahko gremo še naprej.
Torej, še ena takšna skupina so v bistvu psihoze oziroma psihoza. Zdaj, tudi po nekaterih študijah se do psihoze lahko pride v približno 5 do 10%. Torej vidimo, kar do recimo 1 od 10 bolnikov z multiplo sklerozo bi lahko doživel psihozo, kar absolutno ni zanemarljiva številka, glede na to, da razna psihotična stanja lahko včasih izgledajo kar dramatično, sploh ko se prvič zgodijo, ko sami ne vemo, kaj se dogaja, ko svojci ne vejo, kaj se dogaja, tudi ne vemo, kako reagirati in je lahko zadeva včasih kar dramatična, lahko pa se tudi vleče kar nekaj časa, pa nihče ne opazi. Zdaj, tudi psihoza je lahko posledica strukturnih sprememb v limbičnem in pa kortikostriatalnem sistemu. Ne bi se preveč poglabljal v te možganske strukture mogoče. Zdaj, kaj sploh pod psihozo razumemo? Morda verjetno si sami, vam je prva misel, ko slišite za psihozo, kakšna shizofrenija. Pa v tem primeru pri multipli sklerozi ne bi šlo ravno za kakšno vrsto shizofrenije, seveda, če ne bi bila razvita že neodvisno od tega, ampak nekako so najpogostejši simptomi psihoze, ki jih poznamo, motnje mišljenja, zaznavne motnje ter pa dezorganiziran govor in pa vedenje. Zdaj, kaj razumemo pod motnje mišljenja? Najpogostejše motnje mišljenja so torej blodnje, torej neke, da rečem tako, nerealne misli, občutki, recimo, da nas nekdo preganja, da nam želi nekdo nekaj slabega, lahko se razvijajo tudi kakšne ljubosumnostne motnje pri partnerjih, kakšne erotične blodnje, recimo, tudi pri hudi depresiji, depresivne blodnje, občutek, da smo res smrtno bolani, da ne bomo preživeli. Potem, pod zaznavne motnje najpogosteje razumemo halucinacije, torej prividi, prisluhi oziroma vidne ali pa slušne halucinacije. Poznamo tudi druge oblike halucinacij, kakšne vonjalne, okušalne ali pa halucinacije sprememb delo telesa, ampak mogoče bi rekel vidne in slušne halucinacije, torej prividi in prisluhi. Morda celo prividi bolj pogosti pri nekih takšnih strukturnih spremembah možganov, torej da bi lahko videli nekaj, pa nismo čisto prepričani, je tam ali ni tam, to nam lahko nekako nakazuje, da se nekaj morda dogaja. In pa zraven teh motenj mišljenja in pa zaznavnih motenj velikokrat pride en tak malo dezorganizirano vedenje, morda dezorganiziran govor, mogoče ni vse čisto smiselno ali pa hitro zavijemo z ene teme na drugo. Zdaj, to je mogoče zelo pomembno tudi za vse najbližje, ker ko pride do enega psihotičnega doživljanja, je nekako naše doživljanje realnosti ponavadi nekoliko okrnjeno in to pomeni, da sami morda niti ne ugotovimo, da se nekaj dogaja, da je nekaj narobe, tako kot pri ostalih duševnih motnjah in je zelo pomembno, da nekdo od svojcev to prepozna in v takem primeru reagira, poskuša najbližjega pripeljati na kak pregled, in mu na ta način pomagati, zato ker v nekem takem stanju sami ponavadi ne iščemo zdravniške pomoči. Pa če lahko, prosim, naprej. Okay. Še ena zelo pomembna tema, pereča tema na slovenskem prostoru, na splošno gledano, ne samo pri nekom, ki ima diagnozo multiple skleroze, je samomorilnost in samomor. Zdaj videli smo, kako pogosta je depresija ob postavljeni diagnozi multiple skleroze in potem seveda nekako logično sosledje je, da je tudi samomor ali pa samomorilne misli so pogostejši pri nekom z diagnozo kronične telesne bolezni ali pa multiple skleroze kot pa v splošni populaciji.
Predvsem je tule za izpostaviti, da smo nekako ali pa ste za neke samomorilne misli in vedenja najbolj ogroženi v prvih letih po postavitvi diagnoze. Torej v tistih najprej fazah, ki smo jih opisovali po sami postavitvi diagnoze in potem tudi prvih nekaj let, tako da je tu spet že kar vmes, pa še bom na koncu apeliran, tako čutimo nekaj takega, če se kaj takega pojavi, takoj poiščemo pomoč ali pa takoj, če svojci to opazite, takoj probate urediti kakršnokoli vrsto pomoči. Zato sem tudi spodaj napisal, samomorilnost ne sme biti tabu. Samomorilnost kot tudi same duševne motnje so bile vrsto let v naši družbi tabu in to ni nekaj, kar bi bilo treba skrivati, ampak je v bistvu to nekaj, o čemer spodbujamo, da se čim bolj prosto govori, brez obsojanja, ker tako v bistvu tudi lahko najbolj pomagamo, lahko sprostimo največ stisk in posledično bo tudi tega manj. Pa lahko gremo kar naprej. In smo na delu v bistvu oblike pomoči. Torej, zdaj smo opisali najpogostejše nekako duševne motnje, težave, do katerih lahko pride v sklopu same diagnoze. Morda sem pozabil omeniti še razne odvisnosti, ki so tudi lahko pereč problem, recimo odvisnost od alkohola v Sloveniji že na splošno velik problem, pa tudi potem pri postavitvi neke take kronične diagnoze dostikrat kdo zapade tudi pod ta vpliv, da tako rečem, se razvije kakšna odvisnost ali od alkohola ali od pomirjeval morda in potem posledično sledi še več lahko depresije, tesnobe in smo spet v tem začaranem krogu, ki lahko vodi nekako do teh samomorilnih misli, o katerih smo na koncu govorili. Torej pa da se vrnem nazaj, torej oblike pomoči. Oblike pomoči so razne, odvisne tudi od tega, kakšno pomoč potrebujemo, v kakšni stiski smo in kaj bi si tudi nekako želeli. Zdi se mi zelo pomembno, da se zavedamo, da sami lahko naredimo ogromno oziroma da sami lahko naredite dosti več, kot si včasih mislite. In ob enem zelo, torej kot ena samoiniciativnost in pa da lahko veliko ali pa ključno vlogo odigrajo družinsko okolje in pa socialno okolje, torej najbližji svojci in pa prijatelji. Marsikdo, predno pridemo na neko vrsto strokovne pomoči, marsikdo kdaj reče, da bi se raje pogovoril na začetku s kakšnim od družinskih članov, s kakšnim od prijateljev, kar je seveda razumljivo. Razumljivo je, da na začetku iščemo uteho pri najbližjih, pri tistih, katerim smo se že tekom življenja najlažje zaupali. In seveda tudi zdaj pod tole družinsko in socialno okolje še enkrat apeliral morda na vse svojce in pa prijatelje, ki poslušate, kako zelo pomembno je v bistvu, da se nekomu tekom vseh treh faz pa obdobij, o katerih smo govorili, stoji ob strani, da smo tisti, ki vozimo na preglede, čekiramo, da se kakšen datum ne pozabi, pomagamo pri transportu, pri vsej logistiki, pri urejevanju napotnic, smo zraven, ko se odpira izvide, smo zraven, ko je treba iti na kakšno terapijo, peljemo na urgenco, če je treba, smo na voljo, če naš najbližji potrebuje pogovor, znamo včasih, tako kot smo prej govorili, prenesti mogoče kakšno neopravičeno jezo strani najbližjega, ki se zavedamo, da pač izhaja od nekje drugje in da najverjetneje ni uperjena napram nam. In pa seveda tudi po drugi strani, da znate biti tisti, ki pa v enem trenutku morda vidite, da stvar nikakor ne gre naprej, da se stvar slabša in ste potem tisti, ki morda kdaj morate insistirati, da pa si najbližji le najde kakšno strokovno pomoč, ko morda sam ne vidi,
da je nekako morda zabredel pregloboko ali pa si ni sposoben v tistem trenutku priznati, ali pa niti nima zaradi same duševne motnje te volje ali energije, da bi se sam odpravil do zdravnika, da ste takrat vi tisti, ki date iniciativo, da mogoče pokličete družinskega zdravnika ali pa kogarkoli drugega in uredite kak pregled. Zdaj, kar se tiče strokovne pomoči, verjamem, da sami veste za ogromno podpornih skupin, da ste v njih vključeni. Seveda so take podporne skupine, kar zlata vredne, v bistvu zelo neko uteho nam ponavadi nudi, ko spoznamo skupino ljudi ali pa se lahko pogovarjamo s skupino ljudi, ki ima neke določene podobne težave v življenju, se sooča z enakimi težavami, lahko podelimo svoje izkušnje, si morda damo kak nasvet, kaj smo v kateri situaciji naredili, kam se obrniti, za neke čisto takšne stvari, kam iti, po kaj. To ogromno doprinese. Potem pa imamo tu seveda tudi strokovno pomoč s strani zdravniške službe, s strani psihološke službe, tudi raznih asistenc, kolikor so te potrebne, ne. Velikokrat je prva, da rečem, inštanca, na katero se obrnemo, osebni zdravnik, pri katerem lahko seveda zaupate, kakršnekoli težave imate, in se potem odloči, ali bo seveda se sam lotil morda kakšnega zdravljenja ali pa vam izdal kakšno napotnico za naprej. Potem smo tukaj seveda psihiatri in pa kolegi psihologi. V Sloveniji, informativno, verjetno veste, imamo nekaj psihiatričnih bolnišnic, sicer pa so psihiatrične ambulante praktično v vseh zdravstvenih domovih dostopne, prav tako tudi psihološke službe. Nekako vedno so v vseh psihiatričnih bolnišnicah po Sloveniji tudi odprte 24 ur dnevno naše urgentne ambulante za nujne primere. In tu bi mogoče omenil, to, ko smo se pogovarjali o samomorilnih mislih, če se takšne misli pojavijo, če imate občutek, da ne bo šlo naprej, da bi si morda želeli kaj narediti, absolutno povejte to nekomu, kadarkoli, kot sem rekel, urgentne ambulante so odprte 24 ur dnevno, zatečete se v tistem trenutku po pomoč, pa tudi če samo po en pogovor, ni se treba tega sramovati, ni to nekaj, kar lahko se zgodi, rečemo, vsakomur v nekem življenjskem obdobju, in takrat res apeliram, da nekako ne oklevate, ampak da v tistem trenutku takoj poiščete eno pomoč. In pa, kot sem spet še enkrat morda za svojce, kot sem že rekel, da ste vi takrat morda tisti date iniciacijo, da pa je res morda treba iti, da dajmo zdaj to narediti. In pa mogoče še en tak nasvet, ki se sicer sliši dramatično, ampak v primeru, da ne gre drugače, pa žal se tudi včasih tako zgodi, v primeru, da res ne gre drugače, da vas je strah, da si bo bližnji naredil kaj sebi ali pa komu drugemu zaradi kakršnega koli od teh stanj, pa preprosto vzamemo telefon in pokličemo nujno medicinsko pomoč in povemo, kaj se dogaja. Zdaj, kar se tiče samega zdravljenja različnih motenj, potem pri nas se morda ne bi preveč poglabljal, mogoče če bo kakšno vprašanje, pa kakšno potem o tem rečemo. Pa če lahko gremo še prosim naprej z slajdom. Torej, nekako smo prišli do zaključka, da se tudi ene časovne omejitve probamo držati. Torej, posamezniki z multiplo sklerozo imajo večje tveganje za razvoj duševnih bolezni. Žal tako je in bolje je potem, da o tem govorimo, se tega zavedamo in stvari prepoznavamo, kot da nekako to pomaknemo v ozadje kot en tabu. Najpogostejši duševni motnji, ki se torej pojavljata v sklopu multiple skleroze, sta anksioznost in depresija.
rekli smo, da bo depresijo najverjetneje doživel kar vsak drugi izpostavljeno diagnozo multiple skleroze, torej dajmo res biti pozorni na te znake, na neke občutke pretirane žalosti, pomanjkanje interesa, motnje spanjenja, samomorilne misli, motnje apetita, vse to skupaj. Imeli boste tudi na slajdih, da si morda, pa, ne, da si lahko izpišete kakorkoli. Potem vzroki torej za duševne motnje so torej lahko biološki, psihološki ali socialni, torej rekli smo, ne, vse od enega šoka ob tem, ko dobimo diagnozo, do strahu pred neznanim, ko čakamo na diagnozo, do ene jeze, razočaranja, potem, ko izvemo za diagnozo in pa seveda tudi strukturnih sprememb možganov, ki pridejo s tem zraven. In pa torej res tisti take home message, ki bi mogoče bil, ključno je prepoznavanje in pa pravočasno iskanje pomoči, torej po principu prej kot reagiramo, prej lahko tudi stvar razrešimo. In tu spet apeliram tako na tiste, ki imate postavljeno to diagnozo, kot tudi na najbližje ali pa morda tudi zdravstvene delavce, ki ne izhajate iz našega področja psihiatrije, da se takšne stvari prepozna in v tistem trenutku tudi svetuje ali pa da malo iniciacije, da se kakšna pomoč poišče. Tako, to bi bilo v bistvu z moje strani za ta del to. V redu, najlepša hvala, dr. Kirbiš, za zanimivo predavanje in številne nasvete. Kot ste že sami omenili, bomo zdaj se posvetili vprašanjem naših udeleženk in udeležencev. Nekaj vprašanj smo prejeli že v uredništvu v preteklih dneh. V nekoliko skrajšanih obliki bom povzela vprašanje gospe, ki nam je pisala, da ima 2 avtoimuni stanji in je trenutno v procesu soočanja z multiplo sklerozo. Prvo depresivno epizodo je imela leta 2020 ter zdravili in psihoterapijo pod navednicami izplavala iz tega stanja. Ponovno jo je ujelo depresivno-anksiozno razpoloženje in ko se pojavijo težave, jo obremenijo tako, da prekomerno razmišlja, predvsem vse, kaj bi lahko šlo narobe, kaj bo naredila, ko bo prišlo do nekih dogodkov. In to anksiozno stanje, razmišljanje jo pahne v utrujenost in nemoč. Obupa in zapade v žalostno, brezvoljno razpoloženje in to nihajoče stanje traja pol leta. Zanima jo, ali je koristno, da se kdaj odloči, da se izogne dogodkom, ki jo izterjajo, na primer, da odstrani določene delovne naloge, ki jo psihično bremenijo. Kaj bi svetovali? Je to dobra odločitev? Zdaj, tole vprašanje, v bistvu je vprašanje, ampak imamo not skritih ogromno enih vprašanj, tako da bi lahko dosti odgovorov dal. Za začetek predvidevam, da gospa glede na težave, ki jih ima, kot so opisane, ima kakšno obliko strokovne pomoči. Če nima, bi priporočal, da jo mogoče poišče, ne, težko je sicer na en tak kratek opis točno odgovoriti, kaj bi bilo treba in kaj ne. Zdaj, mogoče, če se temu zadnjemu delu vprašanja posvetim, ja, to je tisto, kar smo prej govorili, ne. Ko postanemo tesnobni, anksiozni, napeti v nekaterih situacijah, potem pride do tega, da se tem situacijam lahko izogibamo. Ampak morda v nekaterih primerih, pri kakšni situaciji, ki je res prekomerna in v tistem trenutku, je res koristno, da se izognemo, sploh če bi nas ta situacija vodila do kakšnega paničnega napada, da to morda korigiramo oziroma počakamo v primeru, da se bo morda uvedlo kakšno zdravilo ali kaj, da je stanje malo lažje. In da se za ta vmesni čas morda izognemo kakšni situaciji, ki je res preveč stresna. Ne bi pa tega posplošil, da se začnemo splošno izogibati vsem stresnim situacijam, ker potem pridemo do tega, o čemer smo prej govorili, ne, da lahko to vodi v izogib tolikim situacijam, da pride na koncu do ene socialne izolacije, kar lahko pa stvar še samo poslabša. Hvala lepa. Še eno vprašanje smo prejeli v uredništvu. Gospa pravi, da pogosto sliši, da je najbolje, da se čim prej sprijazniš, da imaš multiplo sklerozo, in jo zanima, kako se sprijazniti oziroma kaj sploh pomeni sprijazniti se z diagnozo. Ali to pomeni, da nič več ne zmoreš, da nikamor več ne greš, da ne želiš več srečevati ljudi? Zdaj, tak stavek, če sem si ga prav zapomnil, najboljše je, da se čim prej sprijaznite. Pogosto mogoče odseva neko
Pa ne bi rekel nezmožnost, ampak ljudje pač to rečejo, ker morda ne vejo, kaj v tistem trenutku vam odgovorite pa reči, ne. Reči ti preprosto, najboljše je, da se čim prej sprijaznite, tako kot smo rekli, da pride do sprijaznjenja, ponavadi moramo iti čez nekaj faz, ne, ponavadi čez 4 druge faze. Zdaj, te 4 faze so lahko zelo različno dolge in smiselno je, da pač gremo čez njih po lastnih potrebah. Torej si damo čas, damo po domače povedano čas, kolikor bomo pač rabili. Je pa res, da v primeru, da pa pač kakšna faza traja predolgo, sploh tista faza depresije, in da sami ne znamo, ne zmoremo ven iz nje, da res vidimo vse skupaj tako črnogledo, pa da v tistem trenutku morda tudi poiščemo kakšno strokovno pomoč, da vidimo, če bi rabili neko pomoč dodatno, da iz tega ven pridemo, ne. Hvala. No, tudi nekaj vprašanj imamo že na našem pogovornem oknu. Sicer tule vprašanje potem gospa sprašuje predvsem splošno multipli sklerozi pri otrocih in kako pogosta je, to mislim, da je bolj vprašanje za nevrologe, pa bi morda, kaj pa, če obrnemo nekoliko, kaj pa depresija pri otrocih z multiplo sklerozo ali pa duševne motnje? Ne bi želel preveč odgovarjati v tej smeri, glede na to, da sem psihiater in ne pedopsihiater, da delam s populacijo starejšo od 18 let in da res nisem strokovnjak na področju že same psihiatrije pri otrocih, kaj šele multiple skleroze pri otrocih, pa bi bilo mogoče boljše to vprašanje komu drugemu zastaviti, ja. V redu, potem bomo naši udeleženki odgovorili, pa bomo našli drugega strokovnjaka, ki bo lahko odgovoril na njeno vprašanje. Potem pa naslednja, kaj sprašuje gospa, kaj če svojci nočejo slišati za depresijo? Okej, ja, to je ena stvar, ki jo srečujemo na splošno v vsej populaciji, ne, morda neka nezmožnost razumevanja svojcev določenih psihiatričnih bolezni. Zdaj, pristopov, kaj v tem primeru narediti je več, lahko se poskusite sami pogovoriti z njimi, predvidevam, da ste probali, očitno ni bilo uspešno in zato tudi sprašujete. Lahko jih probate napotiti ali pa dati kako literaturo, da si kaj o tem preberejo. Včasih, če gre za najbližje svojce na prošnjo, če imate, ne vem, ali imate ali ne kakšno strokovno pomoč, se da urediti tudi kakšne skupne pogovore, mogoče z zdravnikom ali psihologom, pa se potem skupaj pogovorimo o določenih stvareh, pa morda to pripelje do lažjega razumevanja, ali pa jih povabite na kakšno skupino, če se kakšne skupine udeležujete, pa mogoče slišijo iz več strani to in vidijo, da nekako je zadeva obstaja, ne. Če v skrajnem primeru pa preprosto se žal tudi tu pridete do faze sprijaznjenja, ne, in se naučite živeti s tem, da pač tega vašega problema, ki je resničen, pač preprosto niso zmožni razumeti. Žal se tudi tako včasih zgodi. Hvala. Kako prepoznati, da ne gre samo za žalovanje, ampak da je to že depresija? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, žalovanje in depresija se seveda lahko v marsikaterem pogledu prekrivata, ne. Zdaj, samo žalovanje je pri nekih velikih izgubah, velikih šokih, lahko traja tudi do 1 leta, ne. Tako da, ko gre za neko fazo žalovanja, smo bolj previdni pri postavljanju diagnoze depresija, ker je nekako razumljivo, da je razpoloženje znižano, ne. Ampak potem sama intenziteta tega, pa potem glede na intenziteto, ne, ali znižanega razpoloženja, stopnje tesnobe, napetosti, tudi nespečnosti, v bistvu vseh simptomov, ki sem jih opisoval pri depresiji, če dobimo občutek, da je to preveč intenzivno, predolgo, glede na sprožilni dogodek, ne, pa seveda tudi moramo vzeti kontekst, kaj za koga je, ne, za nekatere so že ene stvari, ki mogoče nam ne pomenijo toliko, pa njim lahko pomenijo toliko, da bodo žalovali dlje. Ampak recimo, če pa tam od pol leta naprej se vleče res eno grozno slabo razpoloženje, potem počasi začnemo razmišljati o
tudi že v fazi depresije po enem letu pa še toliko bolj, no. No, nova udeleženka sprašuje, kaj če pacient oziroma bolnik multiple skleroze ne želi pomoči, jo zavrača, pa bi je bil potreben. Kaj storiti v tem primeru? Ja, zdaj, vprašanje je dokaj splošno, ker ko pride do nekega zavračanja, zavračanja pomoči, moramo razumeti, da seveda vsi v naši državi imamo svobodno pravico odločanja, absolutno, se lahko tudi sami odločamo, ali neke pomoči želimo ali ne. Imamo pa stanje, kjer pa je neka naša presoja res lahko toliko okrnjena, da potem lahko nam nekako pomagajo drugi pri odločitvi. Zdaj, svetoval bi vam takole. V primeru, da gre za neko samomorilno vedenje, navajanje samomorilnih misli, samopoškodovalno vedenje ali pa agresivno vedenje do drugih, tako grobo zmedeno vedenje, karkoli takega, potem, da postopate tako, kot sem rekel prej, da preprosto pokličete nujno medicinsko pomoč, pišete, kaj se dogaja in potem bojo oni na kraju dogodka presodili, kaj in kako naprej. V primeru, da pa gre za neke lažje stvari, zgolj neko tesnobo, napetost, pa kakšno odvisnost od alkohola ali karkoli takega, potem pa v tem primeru v bistvu lahko zgolj poskušate čim večkrat lepo prijazno obrazložiti, zakaj se vam zdi, da ste morda zaskrbljeni, zakaj se vam zdi, da bi bila pomoč koristna, da bi morda pa lahko vsaj dali enkratno priložnost, da vidijo, ne. Tako da, upam, da sem vam približno odgovoril na vprašanje, ampak je res toliko splošno, da težko vem, kaj ste mislili, ne, zakaj točno gre. No, gospa nam je poslala spet vprašanje v zvezi s poslabšanjem multiple skleroze, pa ji obljubim, da jim bomo posredovali odgovore nevrologov, da se temu izognemo, ker je danes tema duševni vidiki multiple skleroze. Imam še vprašanje, kaj pomeni tako imenovana zdrava tesnobnost in kdaj ta preraste oziroma kako prepoznati, da ta prerašča v anksiozno motnjo? Zdrava tesnobnost ali pa zdrava anksioznost, predvidevam, da vsi, ki smo danes tukaj udeleženi, smo kdaj čutili občutke tesnobe, napetosti, anksioznosti, ali pred kakim nastopom, ali pred kakim testom morda, ali pred kakim težkim pogovorom, ne. Normalno je, da telo vklopi neke obrambne mehanizme, da tako reagiramo, recimo, da preraste v pravo anksioznost, če bi nas taki sprožilni dejavniki iztirili tako, da bi mogoče doživeli prav kakšen paničen napad, res z hudo pospešenim bitjem srca, cmokom v grlu, občutkom, da bomo omedleli, da se čisto prepotimo, ne. Potem v bistvu ločili bi potem, ali so res tako zelo intenzivni simptomi in pa res, ali se začne to dogajati, ali je to vezano res na neke situacije, ki objektivno so stresne, ki nas spravljajo v stres in je normalno, da se neke tesnobe pojavi, ali pa se to začne res pojavljati na vsakodnevni bazi in tudi kot sem prej rekel, prosto ledeč strah, nedefiniran strah, že pričakovanje tesnobe in napetosti. Potem pa je mogoče trenutek, da kaj ukrenemo. Na koga se obrniti, s kom se pogovoriti, ko se začnejo težave? So to najprej svojci, prijatelji, osebni zdravnik, kdo naj bo tisti prvi? Se opravičujem, prve 3 besede sem zgrešil. Na koga se obrniti oziroma s kom se pogovoriti, ko se začnejo težave, se pravi z duševnim zdravjem? Ali so to svojci, prijatelji, osebni zdravnik, na koga se obrniti v tistem prvem trenutku, ko nekdo prepozna, da ima težave? Zdaj, načeloma spet odvisno, kakšna ta težava je, ampak čisto en tak mogoče splošen odgovor bi bil, če prepoznamo, da imamo neko težavo, da bi se radi o tem pogovorili in se v tistem trenutku, če se hočemo pogovoriti v tistem trenutku, najprej pogovorimo s tistim, ki nam prvi pade na misel. Ponavadi je naša lastna presoja skoraj zelo pogosto pravilna. To ne pomeni, da tudi, če se bomo zdaj pogovorili s prijateljem ali svojcem, da je smotrno potem iti še poiskati pomoč recimo pri zdravniku ali psihologu, ampak tistemu prvemu čutu dostikrat je vredno zaupati, v primeru pa, da imamo občutek, da je težava preresna, pa da nam mogoče svojec, kljub temu, da bi mu mi želeli povedati, ne bo sposoben ali pa želel nuditi tega pogovora, ki bi si ga želeli, potem pa je smiselno, da se pač obrnemo na zdravniško ali psihološko službo ali kakšno drugo skupino.
Hvala lepa. Mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja. Dr. Kirbiš, jaz se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za vsa pojasnila, koristne nasvete in odgovore. Tako da tudi vam, dragi udeleženke in udeleženci, da ste se nam pridružili. Če iščete kakršnekoli informacije ali imate še kakšna vprašanja, vas vabim, da pobrskate na naši spletni strani www.multipla-skleroza.net. Tam najdete tudi obrazec za vprašanje ali nam ga pošljete na naslov info@bhc.si in skušali vam bomo zagotoviti odgovor strokovnjakov, tudi dr. Kirbiša. Še enkrat vsem hvala in lep preostanek dneva želim. Srečno.